sem v liftu, prijem dol. Dobro jutro prijatelji, dobro jutro džungla, dobro jutro vlog. Dobrodošli v vlogu Day in a Life. Danes bom vlogala moj dan. Prvi korak je tale tonik od Laneige. Ja, mi ga je podarila Bili, mi je ful všeč. Waterbank se imenuje. In ga samo tako nalečem na obraz. Slednji so serumi, malo miksam. Danes bomo dali tega od Ego, ki je Glow z vitaminom C. Malo sem agresivna z nanašanjem teh stvari na obraz. Vidite, ko se mi delajo te kotrički, mislim grozno. Malo hidratantnega. Na vratu se. In za povrh, že zadnjih par dni razmišljam, kako je ta krema jaka. Mislim, da jo uporabljamo že kakšno leto in pol, odkar so jo dali na trg. In, ok, meni je zmanjkalo. Za vsako priložnost, za pod make-up, za čez dan, za po noči, ne. Meni je to, posebno prijatelj, mi je top, mojemu bratu je top, tako da. Recommend. Ja, veste, kaj se mi je prej zgodilo? Sem šla, da si počesem lase in uporabim to za razčesevanje. In pospricam to in sem začela razmišljati, ko bom skincare dela, bom vzela kamero in si začnem tole mazati na obraz. Tako se mi zdi, kot da mi zdaj peče in iritira vse od tega, ampak sem spravila dol. Ostali del las bomo malo kasneje posušili. Moj standard zajtrk je ponovadi 2 koščka toast kruha, 2 jajčka in Philadelphia na kruhu. Ampak, ker sem včeraj šele prišla v Ljubljano, nisem bila v trgovini, imam samo eno jajce, nimam Philadelphia. Tako da bo danes moj zajtrk samo eno jajček in en kos toast kruha. In to je my very sad breakfast. Tole bo moj workstation danes, zaradi tega, ker ne vem, se mi zdi, da sem za jedilno mizo bolj produktivna kot za mno v sobi. Ne vem zakaj. V glavnem, narediti moram neke scenarije za eno snemanje, ki ga imamo v petek, to je jutri. Probati napraviti ene par objav za en Instagram profil za kozmetiko. Nekaj takih informativnih objav. In to mislim, da je to za enkrat. Let's go. Ok, ura je zdaj 11:30, v bistvu sem naredila večino stvari, ki sem jih rabila. In sem se spomnila, da moram posneti še en kadar za en video za na Instagram, ki sem ga mogla poslati. Tako da dajmo zdaj narediti to. Ura je skoraj že 1, Bili me je povabila na kosilo v center z eno njeno kolegico in njo ob 1:30. Tako sem rekla, ajde skočimo, ker se nismo videli že nekaj časa z Bili, kar je ful čudno, ker je bila ona na smučanju in tako. In ja, pol moram v bistvu pogledati, če za neka darila imajo 2 moje kolegice razdan ta teden. Za eno se dobimo že danes večer in še vedno nimamo darila jaz pa ta kolega. Tako da tole bomo še pogledali. Sem se odločila, da grem peš do centra, da se še malo sprehodimo, malo zdrav duh, zdrav telesu, kako se reče. Sem pa videla zadnjič, da ena punca, ki sedim na Instagramu, je napisala, da če si pod 5000 korakov dnevno, spadaš v sedečo populacijo. Tako da to ti je lahko kar zbrca vred pač. Cele sem verjetno rdeče, ki me je zdaj zapuhala od hoje, ampak sem prišla v Miller po prvi del darila. In to je velik Kinder Jajc, ki ga bomo zaveli v papir na živali v obliki bombona. To je tradicionalno, dobi vsak od nas, poleg glavnega darila. Ampak to res ne manjka. Dober dan! Kako smo? Lejo! Zavezati. Kaj je bili? Nekam slabe volje zgledaš. Ne, utrujena sem. Utrujena, boga. Gremo jesti. So prišli jesti v Dabuda, nisem bila povem tukaj že 3 leta. Nazadnje enkrat sem bila in sem jedla pataj. Zdaj pa jedla piščane z indijskimi oreščki na bone. Zgleda zelo fino. Bili si navdušena? Malo boljše volje zdaj, Leo. Lahko vesela. Smo pojedle, jaz sem bolj sita. Zelo zadovoljna s kosilom. Gremo še na en čajček. Smo se prej pogovarjali, da komaj čakamo pomlad, da ker zdaj vsake toliko je že kakšen tak kot pomladni dan, ampak ker še ne cveti vse, ni še vajba, tako da pomlad, bring it on. Taste test. Dober?
Da. Ula si vzela brownie in zdaj ga bomo probali, ker zgleda zelo zanimiv. Topo je. Ja. Oh my god. Uljenih oreščkov ima notri. Joj, Alja, ti ne roda. Ok, jaz sem čisto zafrknila s časom, pač tam sem bila gladko na kavi in pol vidim ura 3:10 in se spomnim, jaz moram iti ob 4 na dogodek od Blaža, ta Content Pool se mi zdi, se imenuje, pravila igre na družbenih omrežjih, v glavnem od Blaža Vezintina. In ura je bila 3:50 in sem mogla priči do doma, moram se probleči, zdaj bom poklicala direkt taksi, da me prije pobrat, imam do tam, mislim, da 15 minut. Šit, tečem. Ura je 15:31, jaz moram biti tam ob 4. Ko da ni bilo vsega dovolj, hodim 2 sekunde dol iz busa in ugotovim, da sem torbico pozabila na busu. Na srečo je bil še tam v koloni do krožnega in sem tekla in jo imela lih ena gospa v roki, da jo da vozniku in mi je odprl vrata in mi jo je dal. Ok, sem notri. Pokličem zdaj taksi in pa se na hitro preoblečem in pičemo dalje. Zdaj mislim, da sem lahko... Dan, lahko prosim en taksi? Hvala, svenja. Ok, taksi on its way. Preoblečem se, dobro, da imam outfit že pripravljen, ker če ne vem. Spotila sem se zdaj. Imamo hlače, tole jopčko, ok, da boste me gledali. Čez bomo dali tole. Ok. Malo parfuma, tega le uporabljam Devotion Dolce & Gabbana, da bomo dišali. Tale kombo od Rare Beauty, barvica je, ne vem, ko se kliče, ne piše tle, ta barvica pa je, šminka pa je Delight, se mi zdi. Ne vem, če sem si že kdaj grše nabarvala barvico, ampak ne vem, pač ti potresejo se mi roke v V kosilu je bila paprika in jaz ful ne maram, ker se mi ful dviguje, ampak je bilo tako, da pač sem mogla pojesti. In zdaj bom pojedla embrioski, to je nekaj za kao prebaviti. Tipo, ko da imaš neko sodo bikarbono, limono, kupiš pa v italijanskih supermerkatih, pač trgovina s hrano. Evo ga, pridem, sem v liftu, prijem dol. Čau, čau. Fakt je tu, gremo, sorry za to zmedo. Tako da vse to ni dovolj, še čisto imam prazen telefon, ampak zdaj pač nimam ok. Upam, da ima tam kdo kakšen pomnilec. Sem prispela, mi je ratalo točno, prej sem pozabila torbico na busu. Ja, Boga, hvala Bogu, da sem jo dobila tako. Jaz pa sem pozabila karto. Kakšno? Ja, zato. Vabilo nekaj. A ja, bili ga ima, tako da jaz ga tudi nimam. Cool, super. Ok, jaz tudi nimam. Varja je tu, Pina in Teo, vsi smo tu, ful lepo. Ja. Blaž je seveda tudi tukaj, poglejte ga, vesel, nič živčen. Da pogledamo zvezdo dneva. Kako smo? Ja, seveda. Brez Nataše tega ne bi bilo, verjem. Je res, da ne? Itak da ne? Tako. Kaj to lahko vzamem? Pač jaz bom vzela. Hvala. To je moja najljubša stvar. Lih da veste. Seveda goodie bag, naredimo haul zdaj, še ni tej. Zadnjič sem vse pojedla med predavanjem. Ovo je se ta nov opium, ok, to me zanima. Malinca, swaj, čokoladka in vodica, ki dobro, pa začelo. Na vas pogledam tako na svoje vzornike, ker sem jih dobri 2 leti nazaj sam spremljal, marsikoga od vas nisem poznal. Na družbenih omrežjih sem bil po domače rečeno, ja, jaz sem vedno verjel v to vrstno delo in kljub temu, da vse skupaj zveni kot ena misija nemogoče, sem si jaz želel, ko sem stopil na to pot, dokazati, da so poklici in novodobne službe lih tako pomembne in nujno potrebne za razvoj. Kdo je vplivnež? A ne, mi smo ful dobri, tako, pa sej, jaz v bistvu samo 3-krat na let, pa samo malo za kompenzacijo. Čim ti nekaj dobiš, zato ker na svojem profilu nekaj objaviš, nisi mogoče vplivnež, lahko si content creator, karkoli, čim pride do pridobitne dejavnosti, ta pravila veljajo zate. Tu, če je to samo hobi, pa tu, če dobiš samo kahljco za otroka. In na neki točki, ko sem se zaljubila v fitness,
Sem vedela, da hočem biti v tej industriji, nisem vedela še kako, ampak pač hočem biti. Takrat pa IT pač ni. Prišel je tudi Ian, pa Sara, direkt iz fitnessa, skinny bitches sem videla. Sam sem zdaj poslušal neke zakone, pa ne smem. Okej. Poleg izgleda in tam je Čale Sale, ki se bi pred nami. Okej, rekvizitki, jaz bom seveda odčala. Čala? Nataša je kraljica, itak. Jaz sem... Tako je že to tag life. Insert montage tag life. Poskus slike številka 24. Moja bela majica na tem green screenu izgleda kot pač ono ozadje, ki ga imajo čez green. To je rezultat. Zelo katastrofa influencer sem, trkuje mi kamera in telefon. Ampak kar ne čutim se, da bi to delala, ker pač jaz se grem vodo, ne sam. Sem doma, me je pripeljala Varja domov, hvala Varja. Sem prišla samo na hitro, si malo nafila telefon, vzeti darilo, ker se dobim še z dvemi kolegi za rojstnodnevne kolegice, kot sem že povedala. Ful je bilo dobro na predavanju, jaz sem uživala sploh zadnje predavanje. Crknilo mi je vse, tudi od kamera, tako da nisem posnela, na koncu bila še pizza, seveda sem pojedla kakšen koščelek ali dva. In obnovim jutri še par key takeaways, tako ali pa moje mnenja. Ja, zdaj pa gremo. Evo, naslednji dan, jaz sem hodila samo na hitro recapati včerajšnji dogodek in zaključiti vlog. Dogodek je serija dogodkov, ki jih bo organiziral Eleven Studios, oziroma podjetje od Blaža Elvikse, ki ga vredno poznate iz TikToka. Content Pool z naslov tokratnega je bila pravila igre na družbenih omrežjih in smo začeli z predavanjem o nevarnostih na družbenih omrežjih. Tukaj je Blaž v bistvu pokril konkurenco, tle je v bistvu bolj on povedal, da pač njemu se zdi zdravo med konkurenco, da je dobro, on je tudi na sam dogodek povabil različne agencije, ker je dobro, da pač pogledamo, kaj drugi delamo, dobimo inspiracijo in naredimo itak na svoj način. Poli tako hate komentarjih, danes itak vemo, da tega bo vedno več, oziroma je vedno več in nekako se mi zdi, vsi, ki grejo zavestno v ta poklic, vejo, kaj jih čaka. Tudi jaz sem bili, prej smo začeli, pač mi so ful spremljali YouTube in Instagram in vse živo in ni, da smo šle zavestno v to bo zdaj naš poklic, ampak smo pač vedeli, da če se bomo začeli izpostavljati na internetu, pač bojo hate komentarji in ja, so dnevi, ko te to malo bolj zaboli, so dnevi, ko te to malo manj zaboli, ampak te itak na koncu si samo človek. Potem bilo naslednje predavanje, ki je bilo pravila za vplivneže, dajmo reči, kar je bilo meni ful novo. Predavala je Anja Omen, ona je tudi mami blogerka, že 10 let se ukvarja s tem poklicem. Omenila je slovenski oglaševalski kodeks, ki je priporočila, da si ga gremo vsi pogledati. Opozorila nas je na to, da pač na storije in vse sponzorirane objave nujno pač označi, da je sponzorirana objava, čeprav je to ful zoprno, ker itak se vidi, tudi če ne damo hashtag oglas, se vidi, ko je oglas, ne vem, no, se meni se to zdi, ampak je pač omenila eno situacijo z eno influencerko, ki je imela, ki pač je nekdo tožil, ker pač ni pravilno označila, v glavnem pač vedno večji posib, več možnosti je, da se ti to zgodi, zakaj, zato ker pač ljudje so zavisni, tako Blaž je rekel, da to v Sloveniji bi lahko bil olimpijski šport. Potem je bila okrogla miza z Petro in Matejo Dežman iz Pop TV-ja in je bilo tema sodelovanje za podjetje z influencerji, da ali ne. Tukaj smo v bistvu povzeli, da itak, da pride pravo podjetjem sodelovati z influencerji, je pa pomembno, da pač se podjetje dobro pozanimajo, kakšen je ta influencer, da pač ni to samo nekdo, ki vidijo številke in grejo za njega, ampak da se popolnoma neke vrednote usklajujejo med podjetjem in influencerjem, da v glavnem kar zastopa influencer, zastopa tudi brand, da ne bo potem kakšnih neprijetnih dogodkov, naprimer, ne vem, če ti ta influencer predstavlja ful tvoje prodaje in potem njega zgubiš oziroma njega vsi cancelajo, pač gre tudi načeloma pol tvoje prodaje, ne, to je Petra nekako izpostavila. Tu smo nekaj govorili tudi o cancel culture, ki pri nas v bistvu še ni neki tako aktualna, mislim. Samo en tak zares cancelled primer je bil, ampak tudi tega povem vedno več, ker vedno več je vplivnežev, vedno bolj popularno ta poklic, vedno bolj vsi hejtajo ta poklic in pač provajo zbiti te osebe dol. Pol je bila pa še ena okrogla miza, ta je bila meni najbolj zanimiva, z Lucijo,
X Lustan in Jerico Zupan, kakšnega influencerja si podjetja želijo. Tukaj smo govorili spet o sodelovanju influencerji s podjetji, malo je bilo govora na začetku o tem, kaj influencerju ni všeč, ki delajo podjetja in take stvari, s kakšnimi podjetji ne bi sodelovali. Smo se pogovarjali o ekskluzivnosti, to je bilo meni zanimivo, ker sem malo razmišljala, pač jaz in Bili, naprimer, ko imamo nek brand, s katerim sodelujeva, potem težko v isti branži sprememo še drugi brand, ampak ko pomislim, pač jaz sem človek, jaz tudi probam, ne vem, deodorant od tega in deodorant od unega in lahko sta mi oba dva ful všeč, tako da je pač malo smešno in mogoče bi rada sodelovala z mojimi znamkami, kako se mi zdi, da nisem več kredibilna, če štekate, ampak ne vem, nekdo, ki je mogoče fitness influencer, valjda ne bo sodeloval samo s svojem, zato ker pač fitness influencer valjda hoče probati še My Protein, še Alo Yoga, še Gymshark, še Nike, pač ne razumeš, če mu pišejo vsi te, valjda bi z vsemi sodeloval, vseeno hodim v fitness vsak dan, sigurno ne more imeti samo proteini.si najboljše suplemente, štekaš. Je pa rekla, tukaj se je Anja spet vključila, ona, ki je govorila o pravilih, in je rekla, da podjetja načeloma naj ne bi smela zahtevati ekskluzive, razen če ti plačajo minimalca do polja. Ampak tle se spet vsak zase odloča. Ključek pa še to, ne, je bilo, kdaj bo začeli ljudje to sprejemati kot resno službo in ne zaničevati influencerstvo. In je rekla lepo Anja, da takrat, ko bomo mi nehali imeti občutek, da moramo ljudi prepričati, da je to normalna služba, takrat, ko bomo samo pač delali in se ne obremenjevali s tem, kaj si drugi mislijo o našem poklicu. To je zaključek. Upam, da sem dobro povzela, kar se je dogajalo, za več pa pridite na še kakšen tak dogodek. Jaz poročam. In hvala, da ste gledali moj vlog in se vidimo, ne vem, enkrat.